smo vinogradniška kmetija. Jaz sem Radovan Šuman, kmet na Zavrhu, imamo 7 hektarov vinogradov in kmetujem na ekološki biodinamičen način. Kaj biodinamika za mene pomeni? Biodinamika je celosten pristop k kmetijstvu in zdaj, ko govorimo o celostnem pristopu, v bistvu ni to samo kmetijstvo kot tako, ampak je tudi gledanje na soživljenje, katerega samo del je kmetijstvo. In osnovno, praktično, mi na bolezni ne gledamo iz simptomatskega vidika. Se pravi, da bi se vprašali, kaj pa uporabiti, da bolezen, ki je v bistvu samo vzrok porušenega ravnovesja, katero snov uporabiti, da se znebimo simptoma. V vseh primerih je bolezen, se pravi vzrok porušenega ravnovesja in je pokazatelj, kaj je narobe z našim ravnovesjem. To je, da si odgovorimo na vprašanje, zakaj bi sploh nekdo hotel kmetovati na taki način. Se pravi, s tem zavedanjem, da vemo, da če tudi prihaja do bolezni, do škodljivcev, da ne posegamo po snoveh, ki jih narava ni ustvarila, se pravi po pesticidih, po nekih strupih. S tem, ko vplivamo na to bolezen, si tudi zastrupimo hrano, kar je drugi, bom rekel, materialni vidik je, da sami rastlini odvzamemo možnost, da sama ustvarja lastne alkaloide, ki se borijo proti vdirajočim hifam, gliv oziroma sesajočih žuželk in tako dalje. In pol posledično bi bilo neumno od nas pričakovati, da bomo te snovi lahko v naši hrani najdli, če rastlina seveda ni imela tega dražljaja. In zato moja metoda kmetijstva temelji na ustvarjanju rodovitnosti tal. Ne vplivamo na bolezni, ampak v bistvu sodelujemo z rastlinami in sodelujemo z procesi, ki so v naših vinogradih. V ta namen uporabljamo snovi, seveda škropimo, ampak uporabljamo snovi, ki so popolnoma neškodljive za naravo, kot sem omenil, spodbuja določene procese, krepilne in tako dalje. In v ta namen uporabljamo ali eterična olja, razne tinkture, gline in komaj takrat si posledično lahko privoščimo, da v naših vinogradih, ki so zaprti ekosistemi, v katerih vinska trta ni kot monokultura, ampak je spremljana z ogromno drugih rastlin, sadnim, gozdnim drevem in podobno. In zaradi tega škropljenja si pa lahko posebej privoščimo, da v naših vinogradih živijo živali, poleg divjih še tudi domače živali, kot so drobnica, čebele in perutnina. In vse to nam komaj takrat prinese dodatno sinergijo, da z visokimi nastili, ki jih dobimo tam, kjer se pol drobnica nahaja, da dobimo eno izmed pomembnih surovin za delanje komposta. Se pravi, ovčke pol non-stop skrbijo, da je, bom rekel, med tlemi in med samo rastlino non-stop zračnost. Če gledamo čisto iz tehničnega vidika, trta energijo, ki jo porabi za mladike, ki jih vinogradnik cirka 2-krat na leto more opleti po deblu, to opravilo za nas sploh ne obstaja, to vse opravijo ovce, in v bistvu vso to energijo, ki bi jo rastlina potrošila za rast teh mladik, zdaj ona, bom rekel, preusmeri v gor. In čebele, marsikdo misli, da so čebele zaradi opraševanja, ja, je pomemben del tega, ampak pri samem vinogradništvu je zanimivo, čebela kot taka, ona vedno, ko pride na cvet, ona zaradi vzhičenosti, ali kako se naj izrazim, pusti na vsakem cvetu, na vse posod, kjer obišče, pusti malenkost apitoksina. Se pravi, ta čebeli strup, ki v človeški medicini deluje protivnetno, protibakterijsko in tako dalje, ima popoln enak učinek tudi na rastlini. In konkretno pri meni, ker seveda pol mojega pristopa, filozofije v kleti ne spreminjam, delamo vino popolnoma brez žvepla in brez vseh ostalih, bom rekel, snovi, ki jih poznamo v klasičnem tehnologiji kletarjenja, je to zelo pomemben dejavnik čebele v samem vinogradništvu. In bolj pomembno kot vso znanje je odločitev, kaj želimo delati,
kaj je za tebe kvaliteta. Za mene kvaliteta ni barva, vonj in okus vina, ampak je tudi, kako bo na tebe to drugi dan vplivalo in kaj sem za sabo zapustil, ko sem to prideloval. Ja, če ne bi ene flaše prodal, recimo, ne, jaz lahko za 0 kmetujem. Jaz ne vem čisto nič. En izmed, bom rekel, ciljev biodinamike je, da je kmetija kot zaokrožena celota. Se pravi, na kmetijo gledamo kot na organizem, ne, in jasno, organizem deluje, če ima vse organe, ne. Vse škropiva oziroma vsa snovi, ki jih potrebujem za kmetovanje, si pridelam sam na kmetiji, ne. Dobro, nafto, elektriko, ne moramo zanikati časa in prostora, v katerem živimo, ne, ampak večinoma surovin, ki jih rabim za kmetovanje, si pridelam sam in imam pridelke iste kot v konvencionali, oziroma si upam trditi, da imam celo večje pridelke kot v konvencionalnem smislu, zaradi tega, ker na enoto površine jaz nimam samo vinograda, imam še sadovnjak, imam še zelišča, imam še drobnico in imam še čebele. Tako da imam x3, x4. Kakšne sorte prevladujejo na vašem območju? V bistvu imamo popolnoma, bom rekel, te znane svetovne sorte, ki so za ekološko pridelavo dokaj zahtevne, se pravi zahtevne po komentarjih konvencionalnih pridelovalcev, ampak čisto normalno kmetujemo. In to so Chardonnay, sivi pinot, rumeni muškat, sauvignon, renski rizling, laški rizling, se pravi moder pinot. In to v bistvu imamo na 7 hektarjih. Odkar pijem od Radota vino, od šamana Radota vino, pojem 50% manj tablet. Nič ne smela tablet, jaz sem te rekel. Recimo vinogradniki imajo problem sušenja peclevine, ne, to je pomanjkanje magnezija dostikrat, ne. In v bistvu ti lahko take mikroelemente ali pa tudi makroelemente, če govorimo o kaliju ali pa kaj takega, ne, lahko skozi hrano, skozi ovce vneseš na neko določeno enoto površine, ne. In dejansko rastlina pol dobi neki element, točno v taki obliki, kot ga je pol lahko sprejme, ne. Se pravi, ni v neki vodotopni mineralni obliki, ki v končni fazi niti ni dosegljiv rastline, ne. In skozi ovce pol lahko to točno določeno stvar ciljno neseš, ne. In kar je tudi zanimivo, ne, so živali na nek način naravni laboratorij, ne. Recimo opažam, ne, na tistih legah, ko ne raste recimo divji šipek, ne, to se pravi mangan, selen, ne, tam mi živali, in tam ga tudi v zemlji primanjkuje, ne, tam živali po zimi, ko jim šipek dam za jest, ga vzamejo. Tukaj, ki pa imam selena v zemlji zadosti, tukaj pa sploh ne kažejo interesa za šipek, ko jih po zimi hranim. Se pravi, točno žival ti že pove, kaj zemlja rabi, ne, ker njej to manjka. In to je zelo zanimivo, v bistvu, ja, narava ima vsa odgovore na vsa vprašanja. V vinogradih imamo tudi, poleg vseh teh živali, imamo take zaščitene cone, ker drobnica pol ne more zraven priti in tu noter pol raste, vsaj jaz sem umetno posadil 200 različnih zelišč, ne, in drugih rastlin, tako da v bistvu cveti od zgodnje pomladi pa do pozne jeseni, pol pa tudi pustimo to travo, se pravi vse te rastline, nepokošene in ta čas, ta kos čistimo nekje na vsaki 2 leti samo, ne. Zanimivo je, da vse stranke, ki jih danes imamo, niti ene nismo poiskali sami. V bistvu vse so najdle nas. Želel bi si konkurenco, pa ne samo zaradi komercialnega vidika, iz vidika kmetovanja, verjamete mi, je dosti boljše, če je tvoj sosed ekološki kmet, kot pa da je konvencionalni kmet. Da vam povem na nekaj primerih, pred leti, ko smo naseljevali različne vrste čmrljev, se pravi divjih čebel, je zanimivo, da ko so, bom rekel, ti čmrlji malo začeli letati in zapuščati, se pravi tudi naše vinograde, da dostikrat, ne, takrat, ko je sosed škropil, se niti en več ni vrnil, ne. In iz tega vidika bi se želel, da bi bili vsi ekološki.
bi še lažje bi kmetoval, kot danes kmetujem, zato ker bi celi ekosistem boljše deloval. In po drugi strani, z komercialnega vidika, ne, pa je tudi boljše, če je kritična masa ponudnikov na neki enoti površine večja, kot jaz sam, ne. Zdaj k meni prihajajo tujci, pač trgovci, ki pridejo zaradi mene, ampak če bi pa gledali iz vidika, se pravi, mikro prodaje, iz vidika, bom rekel, prodaje na domu ali pa tega turističnega vidika, je pa, se pravi, konkurenca spet dobrodošla, ker tudi tukaj, če je kritična masa ponudnikov na neki poti zadosti velika, se bojo ti obiskovalci bolj odločili, kot pa, da bojo šli samo na eno točko, nekam ciljno. Pomembna je tudi točka, lokacija kmetije pri vas. Ja, mi tukaj v Zavrhu sicer imamo ta, bom rekel, završko jedro, na katerem je ta razgledni stolp, Maistrov stolp, poleg njega imamo to spominsko sobo Rudolfa Maistra, tako da je to kar zanimiva turistična destinacija za kakšne izletnike in ja, to se pravi, kako ponudbo na kmetijah, se pravi, taka destinacija kar dopolnjuje.